Med mnogimi slabimi novicami smo ta teden slišali tudi eno, ki nas je pa močno razveselila. Slovenska vlada je na polovici mandata. Bravo, Slovenija! Zdaj, če bo Smerarju uspelo tole speljati do konca, ga bomo morali gledati samo še 2 leti. To je 2 leti dodatnih pojasnil. Ne. Težko je, ne. To je tako, kot poleti, ko greš v kolono proti morju, pa si komi pri cestninski lok, pa ti že dol pade. Zdaj, vlada je imela 100. sejo. Smerar je na njej poudaril, da je Slovenija, odkar jo je prevzela trenutna vlada, znova, citat, stabilna država z urejenimi financami in stabilnimi podsistemi. A si videl, Miro? Medtem ko strokovnjaki še raziskujejo, o kateri točno Sloveniji govori premier, mu kolegi iz opozicije pošiljajo čestitke ob dvojnem Abrahamu sejnin ter izražajo iskreno začudenje nad tem, da mu je uspelo ostati na oblasti kar 2 leti. Kar je zanimivo tudi povprečno časovno obdobje, ki ga premier potrebuje, da se odloči, kaj bo zjutraj oblekel. Cerar je opozoril na velike uspehe turističnega poslovanja Slovenije v zadnjih 2 letih, saj poleg hrvaških, čeških in ruskih turistov kovčke pakira tudi vsa večja količina mladih slovenskih izobraženih kadrov. Smerar skrbi za ravnovesje v državi, tako da je izseljevanje enako priseljevanju. Entropija. Med plani za prihodnost je na prvem mestu izpostavil spremembe in izboljšanje šolskega sistema. Zaenkrat vlada razmišlja o ukinitvi pouka matematike v osnovnih in srednjih šolah, saj znanje seštevanja dokazano spravlja v slabo voljo prejemnike slovenskih plač. Seveda so... Res. Seveda so premierjevem govoru sledile tudi kritike. Nekdanji prvi gepard Alenka Bratušek tako meni, da vlada ni storila dovolj na področju zdravstva, kar je razvidno že iz tega, da se člani slovenskega parlamenta še vedno lahko prosto sprehajajo in niso hospitalizirani v primernih ustanovah. Poslanec Vinko Gorenak pa pogreša predvsem pravosodno reformo, s katero bi povečali minimalni razmik med zaporniškimi rešetkami na 35 centimetrov, kar je ravno dovolj široko za Janšo in ravno dovolj ozko za Bavčarja. Je bil pa Smerar prijazen do svojih sodelavcev, ne glede na to, kako neuporabni papki so. Res je bila 100. seja vlade priložnost, da se nekoliko za kakšno minuto sprostimo in za ta namen sem vsakemu podaril nek dober čokoladni bonbon slovenske izdelave. Drage kolegice, dragi kolegi, morda za trenutek spreglejmo dejstvo, da moj sekretar krade, da so moji ministri papki in da ima moja vlada večjo podporo, kaj na dopustu, kot pa kaj dela. Ampak čokoladice sem pa prinesel. Dajmo en aplavz zame, dajmo, če ne bom jokal. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.